Pozdravljeni! Ob komentarju velike nagrade Italije se je pojavilo izjemno zanimivo vprašanje. Zakaj je Max Verstappen dobil 3 kazenska mesta na naslednji dirki, medtem ko na veliki nagradi Velike Britanije je bil Lewis Hamilton kaznovan z 10 sekundami? Odgovor na vprašanje je lahko na prvi pogled izjemno enostaven. Namreč dovolj je citirati športni pravilnik Formule 1, kjer v 47. členu podpoglavje C izrecno piše, da ukolikor voznik ne odsluži kazen na tisti dirki, kjer si ga je prislužil, se ta kazen prenese na naslednjo dirko v obliki kazenskih mest na štartnem razporedu. In seveda zgodbo bi lahko tu zaključili, ampak nekako sem uslutil, da tudi sorazmernost kazni je bila rahlo dvomljiva. Namreč Lewis Hamilton je na veliki nagradi Velike Britanije dobil 10 sekund kazni, Max Verstappen na veliki nagradi Italije 3 štartna mesta na naslednji dirki. Je to primerljivo? Lahko to kazen enačimo? So Maxu konec koncev sploh pripisali pravo višino kazni? Vprašanje, ki je meni osebno zanimivo in marsikdo izmed vas bo presenečen nad zaključki. Tu bi rad poudaril, da sam osebno tisto, kar sem videl v Italiji, zmeraj smatram kot dirkaški incident. Najprej moramo razumeti nekaj. Komisarji Formule 1 lahko pripišejo krivdo enemu vozniku v celoti ali samo delno. Ukolikor je krivda porazdeljena 50-50, gre za dirkaški incident ter ne sledi nobena kazen. Ampak ukolikor je nekdo kriv le deloma, nam navdušencem ni dano znati, kolikšno je tisto razmerje. Ali gre za 51% proti 49 ali 99% proti 1%. V drugi skrajnosti imamo tisto odločitev, kjer nekega voznika označijo za tistega odgovornega in krivda je 100% na njegovi strani. Tu smo videli na primer štartu velike nagrade Madžarske. Tako Lance Stroll kot Valtteri Bottas povzročila trk, zaradi katerega sta bila spoznana za kriva, absolutno, in vsakdo izmed njiju je dobil 5 štartnih mest na naslednji dirki. In to, če primerjamo s tistim, kar je bilo pripisano Maxu Verstappenu, je koherentno. Namreč Max Verstappen ni bil spoznan kot tisti edini odgovoren. Tu se začno zadeve malce zapletati, kajti komisarji so povedali, da Lewis Hamilton bi se lahko izognil trku, ukolikor bi si to želel, ampak ni mu bilo potrebno, kajti Max Verstappen ni bil dovolj spredaj, da bi zahteval tisto linijo. Zakaj je bil tu Max Verstappen spoznan za delno krivega in v kolikšnem odstotku, mi ni znano. Ampak, ker je bil spoznan za delno krivega, je njegova kazen nekako razpolovljena. Dovolite mi, da sem to zaokrožil. Ampak zopet tisto vprašanje je, kaj se je zgodilo pa na veliki nagradi Velike Britanije. Podobna zgodba. V vseh do sedaj naštetih primerih smo videli kršitev enega in istega člena športnega kodeksa FIA. Ampak tu je Lewis Hamilton dobil pribitek 10 sekund. Čeprav je bil tudi Lewis Hamilton tu spoznan za delno odgovornega. Zakaj sem tako skeptičen? Zakaj poudarjam
da kazen 10 sekund sploh ni bila tako blaga. Kajti na dirki sami imajo komisarji na voljo 5 različnih kazni. In pribitek 10 sekund, drive-thru, torej to, da se zapelje po pit laneu skozi bokse, ter 10 sekund stop and go. Lewis Hamilton je dobil tu tisto sredinsko kazen. Max Verstappen pa v bistvu tisto najblažjo. Izjemno poredko se zgodi, da voznik v Formuli 1 dobi kazen enega štartnega mesta kazni na naslednji dirki. In to se je zgodilo v lanski sezoni Sergiju Perezu na tisti dirki v Mugellu. Torej, če je Lewis Hamilton v Veliki Britaniji dobil nekako sredinsko kazen za svoj prekršek, je Max Verstappen v Italiji dobil praktično najbolj blago kazen od tistih, ki imajo komisarji na razpolago. Sedaj se lahko vprašamo, kakšna je razlika med tistim, kar smo videli v Veliki Britaniji, in tistim, kar smo videli v Veliki nagradi Italije. A sedaj, verjemite, bi se rad izognil praznim polemikam. Namreč mnogi navdušenci bodo sedaj začeli z argumentacijo: Max Verstappen je na veliki nagradi Silverstona doživel pojemek 51 gejev. Po drugi strani bodo iz nasprotnega tabora lahko trdili, da zadnje desno kolo Maxa Verstappena je malo da ne obglavilo Lewisa Hamiltona in dobro, da so pred leti vpeljali sistem halo. Razni argumenti, ki nič ne povedo o naravi samega trka, in v uradnih poročilih, ki so jih spisali komisarji, ne o enem, ne o drugem dejstvu ni ne duha ne sluha. Bistveno je ugotoviti odgovornost, ne pa posledice. Namreč zanimivo je, kako dolgo je poročilo iz Silverstona in koliko daljše je poročilo iz Monze. Tu vidimo tudi, da komisarji se nočejo vpletati v tisto, kar bo lahko njihova odločitev prinesla. Torej, nočejo biti nekako odgovorni za morebitne spremembe v svetovnem prvenstvu Formule 1. Ampak eden in drugi trg imata ogromno skupnega. Tisti, ki je bil odgovoren, je bil v obeh primerih na notranji strani. Tudi na veliki nagradi Italije moramo gledati na drugi ovinek v šikani. V prvem ovinku je Lewis Hamilton lepo prišel mimo, ampak v drugem ovinku je bil Max Verstappen na notranji strani, kajti prvo je šel zavoj v desno, nato v levo. V Silverstonu je bil res ovinek v desno, ampak Lewis Hamilton, tisti, ki je bil kaznovan, se je nahajal na notranji strani. In čeprav lahko sedaj tu razglabljamo, kdo bi moral ali ne dati nekomu prostor, bomo kaj hitro ugotovili, da pravzaprav v obeh primerih smo lahko videli situacijo, kjer ne eden in ne drugi ni popustil. Zato, zopet po mojem osebnem mnenju, oba primera sta tipični dirkaški nesreči in ni bilo potrebno, da bi komisarji razpisali kakršnokoli kazen. Ampak zanimivo je, da Lewis Hamilton je po lestvici kazni dobil bistveno strožjo od tiste, ki so jo pripisali Maxu Verstappenu. In mene zanima argumentacija velike nagrade Italije. Zakaj komisarji lepo napišejo, da Lewis Hamilton bi se lahko izognil trku, bi se lahko umaknil, ampak ni mu bilo to treba. Če mu ni bilo potrebno se umikati Maxu Verstappenu, ni odgovoren za trk in pika. V tem primeru bi moral Max Verstappen dobiti bistveno strožjo kazen.
Namreč med tistim, kar se je zgodilo na veliki nagradi Velike Britanije in tistim, kar se je zgodilo na veliki nagradi Italije, je ena bistvena razlika, katero pa marsikdo ni opozoril. Namreč zamenjali so se komisarji in tu bomo videli, da na veliki nagradi Velike Britanije so bili prisotni kalibri, kot je Moelle Pero ali Nils Shetty. Komisarji, kateri so neizprosni in ne dajejo popustov. Pero je tisti znani bivši voznik tudi Formule 1, ki je odločal na veliki nagradi Kanade v sezoni 2019. Po drugi strani v Italiji je bil med komisarji prisoten Vittorio Liuzzi in Liuzzi je mnogokrat odločil v korist Red Bulla. Res, Max Verstappen je dobil kazen, ampak vprašajmo se lahko, ali je dobil sorazmerno, pravo ali blažjo kazen. Namreč že dejstvo, da so o tej kazni odločili tako dolgo, pomeni, da niso bili enotnega mnenja. In konec koncev so dobili lahko tudi neke vrste kompromis. Namreč dovolj je, da so spoznali Maxa kot delno krivega in mu pripisali kazen, čeprav bi lahko druga četverica izbrala bistveno bolj strožjo linijo. In marsikdo bo sedaj resno začuden, kajti na koncu smo ugotovili, da v primerjavi s tistim, kar je dobil Max Verstappen kot kazen, je bila kazen Lewisa Hamiltona v Silverstonu bistveno hujša. In tu lahko pridemo zopet v neko protislovje v sodobni Formuli 1. So kazni, ki jih vpisujejo med dirko, dovolj in premalo stroge. Strinjam se, 10 sekund še zdaleč ni enako kot 3 štartna mesta, ampak 3 štartna mesta je začetna kazen, medtem ko 10 sekund pribitka še zdaleč ni tista minimalna kazen. In tudi na to moramo biti pozorni. Kar se tiče tega zanimivega vprašanja, je to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.